Spoštovani, oče bo tudi jutri oče, mati bo tudi jutri mati, žena in mož ostajata žena in mož, otroci se po novem ne bodo kradli in preprodajali. Prav tako boste babice in dedki lahko še vedno skrbeli za svoje vnuke. Prav nič od tega se ne spreminja in nikomur ne bo odvzeta nobena pravica. Nasprotno, s predlogom zakona se polje pravic širi in vanj vključuje osebe in družine, ki so bile pred tem diskriminirane. Povečujejo pa se tudi priložnosti nekaterih otrok, da bodo živeli v varnem okolju, da bodo uživali v brezskrbnem otroštvu, da bodo odraščali v ljubeči družini. In prav ta pravica, pravica otrok do varnega in zdravega, srečnega otroštva je ključna. Ponovna potrditev predloga zakona nam tako omogoča, da se večletna histerija konča in nam odpira pot medsebojnega spoštovanja, sprejemanja in vključevanja. En od ustavnih sodnikov, profesor dr. Matej Accetta, je ob odločitvi pomenljivo zapisal, citiram: "Naše sreče ne more utemeljevati tuja nesreča, naše varnosti tuja nevarnost, naše pravice tuja krivica. V tem smislu je na nas vseh odgovornost, da tudi neutemeljeno diskriminacijo istospolno usmerjenih posameznikov vse bolj potiskamo v preteklost preživetih in preseženih pravic." Konec citata. V Levici bomo novelo Družinskega zakonika seveda spet in vsakič znova soglasno podprli, ker bo tako jutri vseh nas, tudi naših otrok, bolj vključujoč, bolj solidaren, bolj varen in bolj pisan. Hvala.